Nazarije, slovenski Nazaret, ki se v zgornji Savinjski dolini ob sotočju Savinje in Drete razprostira ob starodavnem gradu Vrbovec. Tega je pred več kot 400 leti kupil ljubljanski škof Tomaž Hren, čigar življenjska zaobljuba je bistveno vplivala na ta okoliš. Ko je Tomaž Hren v študentskih letih na smrt zbolel, se je zaobljubil, da bo, če ozdravi, poromal v Loreto, priljubljeno italijansko svetišče, kamor so iz Nazareta prenesli hišico, v kateri naj bi po izročilu živela devica Marija. Toda Tomaž svoje obljube Mariji ni mogel izpolniti, saj je bil po študiju teologije posvečen v duhovnika, 11 let pozneje pa ljubljanskega škofa. Kasneje je z nekaj obžalovanja zapisal takole: "Ves ta čas nisem mogel obiskati svetišča v Loretu. Ko sem kupil grad Vrbovec, mi je baron Wagen prostovoljno odstopil grič nad gradom. Namenil sem ga nazareški hiški in zanjo položil temeljni kamen v zahvalo za nekoč vrnjeno zdravje." O uresničitvi te zaobljube še danes priča kamnita plošča s škofijskim in Hrenovim grbom, v katero je vklesan napis: "To nazareško kapelo je dal postaviti, kolikor mogoče podobno stari loretski kapeli, Tomaž, 9. ljubljanski škof, v jubilejnem letu 1625. V dobi katoliške obnove, ki je v avstrijskih dednih deželah sledila burnemu obdobju protestantizma, je nazareška kapela postala milostni kraj, kamor je prihajalo vse več romarjev, ki so potrebovali duhovno oskrbo. Zato je Hrenov naslednik škof Reinhard Skarliki leta 1633 loretsko kapelo izročil v vodenje in upravljanje bratom frančiškanom. Ko je cesar Ferdinand II. Habsburški z odlokom omogočil frančiškanom gradnjo samostana, so bratje v 4 letih dokončali zidavo. Nato so zgradili še cerkev, ki je bila posvečena leta 1661.
Cerkveno okrasje in stranski oltarji izvirajo iz baročne dobe. Večino svetnikov na stranskih oltarjih je upodobil slikar Valentin Metzinger. Za nekoliko kasnejši oltar svetega Frančiška Asiškega, ki ga je začel izdelovati kipar Francesco Roba, pa je podobo naslikal Fortunat Bergant. Ljubljanski mojster Janez Jurij Eisel je izdelal dvomanualne orgle z dvema pročeljema, ki spadajo med pomembnejše na Slovenskem. Bratje frančiškani niso skrbeli samo za dušni blagor domačinov in romarjev, ampak v samostanski lekarni tudi za njihovo telesno zdravje. Med brati kirurgi in lekarnarji je bil najbolj znan Salomon Lippold. V red je vstopil leta 1764 in v samostanu kar 58 let opravljal zdravilsko dejavnost. Zaslovel je po svojem receptu za zdravilno grenčico, ki je še danes poznana kot Salomonov življenjski eliksir. Tako so bratje kirurgi in lekarnarji skoraj 200 let okoliškim prebivalcem lajšali bolezni in jim prinašali zdravje. Koncem 17. stoletja je vodstvo frančiškanske province v samostan pripeljalo noviciat, leto preizkušnje in uvajanja v frančiškansko redovno življenje za mladeniče in moške, ki so po božjem klicu želeli postati frančiškani. Med mnogimi je bil v nazarskem novicijatu tudi prvi slovenski pesnik Valentin Vodnik z redovnim imenom brat Marceljan. Delovanje frančiškanov ni obsegalo le redovne vzgoje. Posvečali so se tudi izobraževanju otrok, ki je postalo pomemben del njihovega pastoralnega dela. S šolskimi reformami cesarice Marije Terezije in cesarja Jožefa II. Je v samostanu začela delovati najstarejša šola v Zgornji Savinjski dolini. Bratje, ki so v njej poučevali, so poleg verouka mnoge generacije otrok učili branja, pisanja in računanja. Ustanovitev župnije konec 18. stoletja je dala pastoralnemu poslanstvu bratov frančiškanov nov zagon. Zaradi potreb samostana, novicijata, kirurgije, lekarništva in samostanske šole so bratje vse bolj dopolnjevali samostansko knjižnico. Ta v bogati zbirki hrani pergamente, inkunabule in mnoge druge stare tiske. Med njimi še posebej izstopa Nova zaveza oziroma Novi testament v prevodu Primoža Trubarja in Dalmatinova Biblija, s katero je slovenščina postala 15. jezik na svetu z natisnjenim prevodom celotnega svetega pisma. Vse to priča, da je bil samostan skozi zgodovino eno najpomembnejših kulturnih središč tega območja. Z nacistično okupacijo aprila 1941 so se na dolino zgrnili temni oblaki terorja in groze. Nemci so ukinili samostansko šolo, glavnega učitelja patra Huberta Marovta in druge brate odpeljali v celjski zapor, župnika patra Kerubina Tuška pa deportirali in umorili v Dachavu.
Ko so partizani minirali vzhodni in zahodni trakt samostana, je eksplozija porušila prostore šole in knjižnico, ki je utrpela nepopravljivo škodo. Po koncu vojne se je moral novi župnik, pater Ludvik Dovč, spopasti z nujno potrebno obnovo in rekonstrukcijo zahodnega trakta, ki je uspela zlasti zaradi predane pomoči domačinov. Obnovljeni del samostana so bratje kasneje preuredili v dom duhovnih vaj. Nekaj let po osamosvojitvi Slovenije pa so v pritličju uredili muzejsko knjižnico. Aprila 1978 so se 3 sestre Klarise slovenskega rodu preselile iz zagrebškega samostana v Nazarje, kjer so jim bratje odstopili del svojega vrta, starim opuščenim cvetličnjakom. Tu so Klarise v pomoči frančiškanov in mnogih dobrotnikov zgradile samostan in kapelo, posvečeno Mariji Brezmadežni, s čimer se je čaščenje Marije na Nazarskem hribu samo še okrepilo. Še tesnejša povezanost z Nazaretom, krajem Jezusovega otroštva, se je vzpostavila, ko je bila leta 1999 slovesno podpisana listina o pobratenju Nazarske kapele z baziliko Marijinega oznanjenja v Nazaretu. Zaradi Loretske kapele, prve replike nazareške Marijine hišice na slovenskih tleh, ki jo je po svoji zaobljubi dal postaviti škof Tomaž Hren, je samostanski grič dobil ime Marija Nazaret. Prav to poimenovanje je bilo glavni razlog, da so sredi prejšnjega stoletja novemu naselju ob gradu Vrbovec nadeli ime Nazarje.